prikazovati resničen šov, kot postaviš nekam kamero in samo spremljaš, kaj se tam dogaja, je precej naivno. Storyliner se odziva na situacijo in proba voditi zgodbo od začetka do konca. Se pravi, vsak lik ima neko nalogo, da tako rečem, kot je bilo na začetku premišljena. Seveda se zaradi tega, ker resničnostni šov se dogajajo različne situacije, on se mora konstantno na njih odzivati in voditi rdečo nit. On je na nek način scenarist v resničnostnem šovu. Resničnostni šov je igra in pri vsaki igri produkcijske hiše kupijo licenco, v kateri je predpisano načini, kako se kaj dosega. In njihov namen je, da ustvarijo akterje takšne ali drugačne, predvsem zanimive, v Sloveniji verjetno bolj negativne kot pozitivne, ker je pač, se mi zdi, da je to bolj popularno gledati negativne akterje, ampak v vsakem primeru imajo veliko možnosti. Že v samem navodili za uporabo, ki jih dobijo, so načini, kako se to doseže. Predvsem je pa stvar mora biti gledljiva. Kako se to doseže oziroma kaj je gledljivost, je pa seveda drugo vprašanje. Reporter mora imeti sposobnost predvsem izvabiti iz tega človeka iskrenost, se pravi neke iskrene izjave, in to je na prvem mestu. Ni toliko pomembno, mislim, zelo pomembno je, da dobi tisto izjavo, ki jo hoče, ampak bistveno pa je, da je to iskreno. Se pravi, da mi verjamemo tej osebi, ki to govori, ker vseeno je to resničnostni šov, da iskreno govori o tem, kaj je on, kdo je in zakaj je tam. Tako da absolutno velik vpliv ima reporter, da doseže to. Če je dober reporter, bo zamislil, kaj želi od njega dobiti, ga napeljal, da bo to odigral, brez da bi on to sam vedel. Da, to je manipulacija, ampak manipulacija kot taka ni negativna. Manipulacija je vodenje, je pa odvisno od osebe, ki to počne, ali gre v nek pozitivnem pomenu besede, lahko pa tudi v negativnem. So pa iz mojih izkušenj tisti, ki grejo z resnim namenom po nagrado v resničnostni šov, so pripravljeni na to. Pregledajo vse resničnostne šove, ki obstajajo na svetu, ki so bili že snemani, pogledajo, kaj je bilo zanimivo, kdo je šel naprej in se temu prilagodijo in na nek način odigrajo svojo vlogo. Tako da ni nujno, da so takšni, kakor jih vidimo. Če so pametni, odigrajo stvar. Mislim, da smo vsi že razumeli, da je dokumentarec kot tak ni dokumentarec in da ne prikazuje samo tisto, kar se dogaja brez posegov in intervencij od zunaj, tako tudi v resničnostnem šovu je stvar igre. Se pravi, resničnostni šov je igra in jo igrajo tako za kamero kot pred kamero.